To potovanje je zelo pomembno, saj je cerkveno potovanje zelo cerkveno na področju ekumenizma. Vaše delo bo prispevek pri razumevanju tega, da bodo ljudje to prav razumeli. S temi besedami je papež Frančišek pozdravil novinarje na letalu med letom iz Rima v Malme na Švedskem. Cilj 17. mednarodnega potovanja je bilo na Švedskem skupaj s Svetovno luteransko zvezo obeležiti 500. obletnico reformacije. Prvi dan obiska se je papež pogovarjal s švedskim premijejem in odšel na vljudnostni obisk k kraljevi družini. V katedrali, kjer je bila ustanovljena Svetovna luteranska zveza, sta zbrane nagovorila papež Frančišek in tajnik Luteranske zveze Martin Junge. Slednji je v svojem nagovoru dejal, da je treba ob centrifugalnih silah, ki nam grozijo z ločitvijo, zaupati v moč centripetalnih sil krsta. Papež Frančišek pa je v nagovoru dejal, da je razkol povzročil veliko trpljenje, a hkrati nam je dal razumeti, da brez Gospoda ne moremo storiti ničesar. Ne smemo se sprijazniti z delitvami in razdaljami, ki jih je med nami povzročil razkol. Imamo priložnost, da popravimo ključni trenutek naše zgodovine ter presežemo spore in nesporazume, ki so nam pogosto preprečevali medsebojno razumevanje. Je dejal papež in poudaril, da moramo z ljubeznijo in poštenostjo gledati na našo preteklost, priznati napake in prositi odpuščanje. Bog je pri tem edini sodnik. Kot je še dejal, svet pričakuje skupno pričevanje kristjanov. Poklicani smo, da skupaj bolj učinkovito pričujemo za vero, upanje in ljubezen, skratka za Božje usmiljenje. Kot kristjani bomo verodostojno pričevali v usmiljenju v takšni meri, v kakšni bodo odpuščanje, prenova in sprava postali vsakodnevna izkušnja med nami. Skupaj lahko vznanjamo konkretno in z veseljem izražamo Božje usmiljenje, branimo dostojanstvo vsake osebe in mu služimo. Brez tega služenja svetu in v svetu je krščanska vera nepopolna, je poudaril papež Frančišek, ki je skupaj s predsednikom Svetovne luteranske zveze ob koncu ekumenske slovesnosti v katedrali v Lundu podpisal skupno izjavo. V njej med drugim poudarjata, da si katoličani in luterani zaradi dialoga in skupnega pričevanja nismo več tujci, hkrati pa vernike pozivata, da pomagajo tistim, ki so morali pobegniti pred vojnami in preganjanjem, ter branijo pravice beguncev in prosilcev za azil. To, kar nas povezuje, je večje od tega, kar nas ločuje. To misel na področju ekumenizma večkrat slišimo. Zapisana je tudi v izjavi katoličanov in luteranov. Preteklosti ne moremo več spremeniti, lahko pa spremenimo spomin in način spominjanja, piše v skupni izjavi.